Povej. Kakšni so vtisi po bootcampu? Kakšni so vtisi? Ne vem, dobro vprašanje. V bistvu sem glih prej razmišljal, da bom zares odgovoril, ker me bo vse nehalo boleti od fuzbala. Gležni, križ, zadnja loža. Da zberem misli. Vtis po bootcampu je navdihujoč. Sem res ganjen, koliko so bili fantje učljivi, pripravljeni narediti nove stvari in jih probati. Kljub temu, da mogoče so se malo upirali, so pol popustili, ampak tu govorimo manj kot minuta upiranja. In to me je res tako uganilo, ker so oni za sebe videli, kaj lahko imajo od tega oziroma kaj lahko naredijo, če uporabijo pristope, ki smo jim jih ponudili. Tako se veselim videti njihove zgodbe v bodoče. Recimo že Teo, da je toliko napredoval v enem letu, ko je igral za ne vem, ni igral še v Olimpiji, mislim, da druga ekipa ali prva, pa se je prepisal, dobil priložnost in napredoval iz B v A ekipo. Je nekaj, kar mogoče pred lanskim bootcampom naj bi bilo možno. To se veselim, kaj bo zdaj za njih možno. Kaj pa bi rekel, da je bil... Kaj pa bi rekel? Cela je, v redu je. Saj bi mogel zdaj še to lepo imeti. Kaj bi rekel, da je bil največji izziv tega bootcampa? Osebno največji izziv je bil tudi, da sem bil sam kot mentor odrasel izkušen. Imel sem Alena pa Jakata za asistenta, ki sta mi ful pomagala, ful odnesla nekih teh mikronalog, ki mi jih ni bilo treba skrbeti za njih, oziroma sta bila takoj na voljo, če sem karkoli rekel, dal navodilo, videl, da je za narediti. Tako da v to sem malo dvomil, ali mi bo ratalo samo ali ne. Tako da na koncu je. In zmeraj je tam prisoten ta dvom, pomislek, a bojo fantje dobili nekaj, a jim bo cool, ali bodo hoteli domov. A jim bo tle res zanimivo, bojo videli nekaj zase, bojo začeli uporabljati to. In bi rekel, največji izzivi so vedno v nas noter. Tako da ta vprašanja, ki sem jih stalno rabil odlagati, oziroma jim reči hvala, ampak ne hvala za to, ker so, in sledi temu, čemur sem predan, temu, čemur smo bili vsi skupaj predani. In to je na koncu naredilo razliko. A razmišljaš vprašanje? Ja. Okay. Tako, da bi čim bolj, kaj bi vprašala, rečemo, ena mami? Ena mami, ja, verjetno bi vprašala. Verjetno bi jo zanimalo, kakšen je urnik, kaj se je dogajalo, kako so se fantje počutili, kako so se ujeli kot ekipa, kaj so nesli s sabo domov. To mame zanima. Mogoče, če nam poveš, kako si organiziral fante, da so bili zadolženi za svoje naloge, in pa kako si nadziral, da je bilo to res narejeno. Prvič bi rekel, noben bootcamp ni enak prejšnjemu, vsak je neka nadgradnja. Tako da tle, da je imel vsak neko svojo nalogo, je bilo prvič. Razmišljal sem iz pozicije, ok, oni so ekipa, mi vsi smo ekipa, in kako lahko zdaj skupaj poskrbimo za naše okolje in čez to oni razvijajo svojo voditeljsko vlogo, ko prevzamejo neko odgovornost in so za to vlogo odgovorni. Tako da fantje so imeli ta bootcamp odgovornost, eden je bil, se pravi, skrbel, da so bili vsi točno na delavnicah, oziroma za vsako uro, ki smo bili zmenjeni, delavnice, treningi, jutranja rutina, večerna. Eden je bil odgovoren za smeti,
da niso bile smeti po hiši, okrog hiše in da so bile vrečke menjane, ko je bilo polno. Eden je bil odgovoren za kuhinjo, da je bila čista po jedi. Eden je bil odgovoren za to, da so sprav naprave ob 10 zvečer na svojem mestu in da se polnijo, da drug dan jih lahko na polno uporabljamo, kar jih rabimo. In eden je bil odgovoren za to, da so sobe čiste. Tako da to je vsem njim dalo, bi rekel, tudi neko večjo vključenost v bootcamp. Nismo bili tako neko doma, neki ni, pa mamica malo pospravi ali pa oči neki odnese, da pikcu ni treba, ne, ker ga imamo dosti, da ga čakamo. Tle so oni to prevzeli, jih je bilo treba kdaj opozoriti, ja, ampak so hitro videli, da mogoče bolj, da sami vidijo. In večina je to zelo dobro naredila, eni se vidi, da rabijo navodila, da so pač tako navajeni, ampak so na koncu vsi dojeli, da bolje, če nekaj prispevam, ker je pol mami bolj sproščena, oči je bolj sproščen, vesel, ker so si zadali cilje, kakšne odnose želijo doma in kaj bojo oni naredili, da bojo takšni odnosi bili. In zdaj, ko bojo prišli domov, kako naj starši njim omogočijo, da bojo imeli podobno okolje kot tukaj, da ne bojo zdaj šli nazaj na stare tirnice in bo mamica pospravila za njimi? Prvo mora zgraditi bazen pa savno, ne. Šalo na stran. Starši se rabijo vse z njimi, jih vprašati, kaj so se naučili, kaj oni vidijo, kako želijo prispevati od zdaj naprej, kakšne predloge imajo, se pravi, da naredijo družinski sestanek in potem vse to umestijo tako, da deluje za celo družino. In potem enkrat na teden je treba imeti ta sestanek za pol ure, da vidimo, če smo na pravi poti, tako kot je rekel Gregor Kosi. Je rekel, cilj nam je priti na morje, zdaj smo v Ljubljani, mi smo zdaj prišli do Vrhnike, a je to na poti? Je. Ok, kaj je naslednja postaja? Logatec, super, a smo šli mimo Logatca, smo šli. In preverjati skozi, ali hodimo proti cilju in se prilagajati, če je nesreča na avtocesti, je treba iti po stranski cesti in najdeti načine, kako iti po stranski cesti potem, da pridemo do naslednje točke in do naslednje točke. In mislim, da je tu naloga, kar sem tudi povedal staršem, da se doma usedejo, dajo na mizo vrednote, cilje družine, kako se želijo počutiti, kaj bojo potem za to naredili, plan in pol akcija. Ker si omenil Gregor Kosija, na tem bootcampu je bil prvi, ki je imel goste. Kaj bi rekel, da so gosti prinesli tem fantom? Gosti so najprej prinesli eno svežino, da niso bili izkušeni z mano pa z Alenom oziroma Jakatom. Prinesli so svoje izkušnje, prinesli so realnost, rečemo temu, ljudi, ki so uspeli na nekih področjih v življenjih. In dejansko jim povedali, če hočeš dobro dihati, uspeti v športu, se tako diha, je rekel gospod Milan Hosta. Če hočeš buildati biznis iz nič, se tako builda. Oziroma njegova zgodba je taka, je rekel Mirza Ljubijankić, be life. Če imaš uvere v življenju, ampak verjameš vase in da se da vse premagati, se to dela tako, temu slediš, je povedal Darko Đurić. Vemo vsi, paraolimpijec rojen brez dveh nog, brez ene noge, oziroma niso se razvile, pa je vseeno ga pozna, po moje večina Slovencev vejo, kdo je, ali pa so že slišali nekje za njega. In Gregor Kosi jim je dal osnovo za to, da postanejo voditelji svojega življenja, ki je predanost resnici, biti iskren, pol si lahko pogumen in pol si lahko odgovoren. Se pravi, človek, ki je postavil Lidl v Sloveniji na nek način, ki je vodil 20 let, je delal za Lidl, vodil na koncu več kot 2000 ljudi in jim je tudi povedal, kako se vodi taka količina ljudi, oziroma ko enkrat vodiš tako količino, lahko tudi večjo, ampak v bistvu so odnosi in ljudi spodbujati, da uresničujejo to, kar si oni želijo. To, kar v bistvu mi na bootcampu delamo. Mi ne dajemo njim odgovorov,
ampak jih vprašamo, kaj si oni želijo. Aha, tu si želiš, kaj si zdaj pripravljen za to narediti. Tu pa tu, še kaj, ne vem, ok. Pa jim damo še par predlogov, ki jih lahko uporabijo in pa bojo uporabili, kar želijo. In gosti so prinesli še neko večjo realnost življenja, kaj je potrebno, da uspeš, kako se je potrebno vesti, glede na to, da so vsi imajo neke uspehe. So fantje rekli, da jim je bilo všeč to, da so bili prizemljeni, skromni, da so se znali pohecati, ampak da so videli, da imajo to ostrino nekoga, ki je nekaj dal v življenju čez in je nekaj naredil in lahko govori iz izkušenj. Ta ostrina pa ponavadi pomeni: ne izgovarjaj se, ne biti šalabajzer, ne nabijaj, ampak naj akcija sledi besedi. Kaj pa tako, kakšna mamica vpraša, kaj sploh je namen tega bootcampa? Namen tega bootcampa je, da tisti mladi fantje, ki želijo nekaj več v življenju, ki želijo biti voditelji svojega življenja, ki želijo uspeti, karkoli že uspeh za njih pomeni, da jih opremo z veščinami in vrednotami, s katerimi si bojo postavili tako miselnost, da bo to za njih možno. Ker jaz verjamem, da človek, ki je srečen pa ljubeč, ne škodi sebi in ostalim. In zato je treba nekaj narediti, je treba nekako se vesti in tle bootcamp je idealna priložnost, kjer ste si smatran kot voditelj, ne glede na to, koliko si star, ali 13 ali pa 19, so pogoji za vse iste in fantje nagovarjamo v tej smeri, tako da kaj njim to daje je, da ne morejo več nabijati v life, pa se pretvarjati, pa skrivati, pa izgovori iskati, zakaj oni to ne morejo, pa zakaj se glih njim to dogaja, pa saj je samo 2 minute zamujanja, pa saj je samo tako, pa saj nisem, pa saj on je tudi. Tle tega ne toleriramo, kar smo se zmenili, če ne slediš, so vedno posledice, tako kot v življenju, če prevoziš rdečo luč, te dobi policaj. Nobenega ne briga, koliko si dobrega srca, koliko imaš denarja doma, kakšen avto imaš, kakšne ocene imaš, ti si prevozil rdečo luč in to ima svoje posledice. In ko enkrat dojamejo to, bootcamp steče in jim je top in oni se povežejo kot ekipa. Če bi jim pa pustili te izgovore, ki jih lahko doma prodajo ali pa v šoli prodajo ali pa svojim prijateljem prodajo, pa ni povezanosti in vse skupaj pade. Zdaj pa tako, ko ti si ustvaril bootcamp, kje črpaš to znanje, veščine, da lahko jim sploh daješ to naprej? Sem povezan z vesoljem. Bog me navdihuje iz dneva v dan, kar je tudi res po nek način, Bog, vesolje, življenje. Črpam iz prvič mojih izkušenj, drugič sam sem vložil par 10.000 evrov v sebe, v razvoj sebe, v osvoboditev sebe, rečva temu, ko sem šel na programe, kjer razrešujem svoje vzorce obnašanja, svoje neke občutke, ki mene omejujejo in tam se učim. In sem šel tudi na programe za voditeljstvo, kjer sem se tudi naučil pristopov, kako se z ljudmi pogovarjati, kako biti v njihovem svetu, ko oni se z mano pogovarjajo, jih gledati v oči in jih dojeti, kaj mi želijo povedati. Ne čez besede, ampak kaj je neka zaveza za temi besedami, čemu so res predani. In iz tam črpam, iz vsega znanja, ki sem ga pridobil, iz vseh izkušenj, ki jih imam, iz vseh knjig, iz tega, da recimo smo tle na bootcampu naredili vajo, poglej tam rastline zunaj, rože zunaj. In potem sem jih vprašal, kakšne mislimo zdaj, ko gledaš rože. In oni so imeli, pa zakaj to gledamo, to je kar nekaj, ne. Olej, roža, fajn. Ja, dober, roža, kamenčki. Zakaj to gledamo, kakšni bumberi smo, da to gledamo, ne. Kaj je z nami narobe, kaj je z njemu narobe, da zdaj gledamo rože. In potem sem jim povedal, kakšne so moje misli. Zakaj so te rože glih tle? Zakaj glih te rože? Pa kdo jih je tle posadil? Pa kaj vse se je moglo zgoditi, da je prišlo, da so te rože tukaj? Se pravi, biti res prisoten neki, rečemo temu, zgodbi, ki imajo te rože za sabo, da so zdaj tukaj na tem mestu.
Ampak to uporabiš lahko vse posod. Zakaj si glih ti zdaj tukaj? In kaj vse se je moglo poklopiti v tvojemu in mojemu življenju, da zdaj medva tle sediva in imava lahko ta pogovor. Kar je magično, čudežno. Koliko stvari se je moglo poklopiti, a ne? Vse, kar sem dal jaz v 38 letih življenja čez in vse, kar si do ti 18 življenja čez, me je pripeljalo, da tukaj tle na tej terasi zdaj sediva in ti me vprašaš vprašanje in jaz ti odgovarjam. In če znaš biti temu prisoten, koliko je to izjemno in razmišljati, kaj mogo jaka da čez, kaj sem jaz rabo da čez. Pol se vprašanja porodijo sama po sebi in ljudje na koncu si želimo človeškosti. Kaj to pomeni, da si želimo biti slišani, razumljeni, spoštovani, cenjeni in pol pride ven resnica, iskrenost, pogum, odgovornost in končni, ta bi rekel, ultimativna vrednota, ki pride ven, je pol ljubezen, ki pa je najmočnejša sila v vesolju. Ljudje lahko ignoriramo vse razen ljubezen. Deep thoughts iz... To sem razmišljal jaz, ko smo kadili cigaro tako. Kaj smo vse... Trenutki, ki so vsi povezani zato, da si lahko ti vzeli v tem trenutku. Ja. Pa še pred našim življenjem, koliko trenutkov je moglo biti. Če se ne bi vse odvijalo točno tako, kot se je, ne? Mi ne bi tle sedeli pa kadili cigaro, mi ne bi tle sedeli pa predajali tega znanja mladim. Ne bi tle sedeli pa se zdaj pogovarjali, ne bi tle sedeli pa šli lahko zdaj domov k staršem oziroma k svoji družini. In kaj vse se bo moglo poklopiti na poti, da bova sploh domov prišla. In ne veva, v kaj bova vstopila. Veva pa, da sva se zmožna soočiti z čimerkoli. Ker sva predana spoštovanju, ljubezni, iskrenosti, resnici, zaupanju. Kot za life celota, kakšne vrednote dajete naprej v svet, dajemo naprej v svet? Osnova je spoštovanje. Tle se vse začne in konča. Ti ne moreš biti predan resnici, če nisi spoštljiv do sebe. Če ne razumeš, kaj pomeni spoštovati sebe. Svoje telo, svojo besedo, svoje prednike, ljudi, ki so ti omogočili tako življenje, ki so ti ga, in da znaš spoštovati sebe, da si omogočiš tako življenje, ki si, da je pač vse v tebi. Zdaj, fanti smo res živeli v definiciji, kaj pomeni spoštovanje. Pozor, spoštovanje je občutek ali odnos, ki se hrani s pozornostjo, z priznanostjo in da ceniš nekoga ali nekaj. To je spoštovanje. In to je biti v momentu. Jaz zdaj tebe gledam v oči in ti dajem pozornost, a je res? Je. Ti dajem priznanje, da si tle s tem, ki te gledam v oči in se tebi odgovarjam na tvoje vprašanje. A je res? Je. In te cenim, da si tle. Ker če te ne bi gledal v oči in ti ne bi bil tukaj, če te jaz ne bi cenil, ker te ne bi želel imeti za svojega somentorja, asistenta, kakorkoli, nekoga, ki mu dam priložnost, da je lahko tle z nami in builda, gradi, utrjuje svoje veščine in vrednote v življenju. Na tem je zgrajen za life. Vse ostalo je pa pol iz tega ven, a ne? In vse, kar je za to potrebno. Kaj pa je potrebno za to? Ja, potrebno je, da si predan resnici, da si iskren, da si odgovoren, da si zaupaš, da si pogumen, priznati napake, da smo mentorji pogumni, da ne toleriramo izgovorov, ki se prodajajo vsak dan, ki smo jih navajeni prodajati, belih laži ali pa igrati žrtev, bogi. To je potrebno. In to je potrebno, da smo tako zahtevni, da imamo take standarde do sebe,
in do svoje okolice, ker v življenju si pač toliko uspešen, kot so visoki tvoji standardi. In nižji, ker so, manj zadovoljstva, sreče, izpolnjenosti je v življenju, kar je zame tudi uspeh, da se jaz tako počutim, da jaz tak sem, da imam telo, ki mi služi, da imam mind, se pravi miselnost, ki mi služi, da imam poštimane odnose s svojimi bližnjimi, sabo in znanci in neznanci, da zasledujem v karieri tu, ker si želim in ker tu vse skupaj daš. Tu je zame, rečeva temu, uspeh. In tu želim predajati naprej mladim. Da je možno vse, sam če si postaviš, kakor sem jim rekel, vsak človek ima kompas v roki. Sam če smo iskreni, od večine ljudi se kompas vrti in ne vejo, kam hodijo. Ali pa mogoče dela samo zahod. Sam denar. Ko bom imel, pa bom. Se vrti, se malo ustavi in grejo tam. Se vrti, malo ustavi, pa grejo tam. Kaj mi fantom damo je, da se ta kompas ustavi, pogledajo vse smeri in v danem momentu izberejo tisto smer, ki gre v skladu s tem, kar si oni želijo v življenju. Na vseh področjih življenja. Zdravje, dobro počutje, odnosi, kariera so taki osnovni, pa čas. Vse ostalo pa pol bojo razvijali sproti. Ptiček je ptiček. Kaj? Ja, tega ptiča mislim. To se sliši v mikrofon. Je pa super, narava je. Lega. Kaj se je moglo zgoditi, da je ta ptiček zdaj prišel? Zakaj glih sem prišel? Glih nama je prišel. Ja, misliš, da je tle zato, ker imamo dober vibe ali slab vibe? A veš, lega, še bliže je prišel. A ne? Pa če ptiček nas je obiskal, so what? On je glih tako stvor narave, kakor smo mi. Tudi on se je mogel veliko čudežev zgodi, da je tle. Ko enkrat zgubiš otroka, ceniš to malo drugače. Kaj bi rekel, da kje se odraža v družbi to, da večina ljudi ne ve, kam gre, da se jim kompas vrti v prazno? Nestrpnost in nasilje. Ljudje, ki nimajo kompasa, so nestrpni in nasilni. Do sebe in posledično do ostalih ljudi. Preprosto. Ni težke matematike, ni kvantne fizike zadnje, neke težke. 1 + 1 je 2. Če si kreten do sebe, si kreten do drugih. In pol imaš shitty life, that's it. Lahko na momente, da nisi in takrat je good, ampak seštevek, časovni seštevek, teden ima 604.800 sekund, je, da večino časa si kreten. Do sebe. Je kar smo. V avto daš bencin, ko je bencinar, je res. V svoje telo pa zlivaš marsikaj. In ko zlivaš marsikaj v svoje telo, si kreten do svojega telesa. Ker avto spoštuješ bolj kot svoje telo. Sam ne upamo si reči tega Bobu Bob, ne upamo iti v medije pa tu povedati, ampak eden mora začeti, nekje mora nekdo povedati. Ne vem, kaj je prav. Tu pa rab vsak zase odkriti. Koliko vode rabiš na dan, koliko čajev, koliko kave, koliko naravnih sokov je dober za tvoje telo. Pa vemo, kaj ni dober. Tukaj veš v odnosu, kaj ni dober. Pa še zmeran greš, pa težiš folk. Zato, ki težiš sebe, ker sebe vidiš nesposobnega, hočeš še druge narediti nesposobne, da boš si rekel, ok, nisem edini, nisem jaz ta vesolc. Pač, kreten je huda beseda, ampak jo rečem za nalaž, zato da če gre tu kam, če bomo tu objavili, da se bo folk malo zdramil, da ga malo se šejka. Sem pripravljen biti tiske pikne in tiske, ne vem, spodaj bo mogoče milijon komentarjev, da sem jaz največji kreten. Možno.
Sam mene žena ljubi, otroci me imajo radi, ljudje so radi v moji družbi, starši mi dajo priznanje za to, kar smo tle naredili. Starši, katerih otrok mentoriram, doživljajo preporode s svojimi otroci. V šolah imamo 98% zadovoljstvo na delavnicah. Starši so ponosni nami, s bratom imam dober odnos. Telo mi funkcionira. Rezultati so svoje. Družim se z ljudmi, kot so Gregor Kosi, dr. Milan Hosta, Darko Đurić, Mirza in še jih je. Naslednjem bootcamp bojo drugi gostje. Kaj se bom zdaj opiral na rezultate ljudi, v tem, kar sem jaz zdaj povedal, se oni razburjajo, ker jim je nekdo nastavil gledalo in to gledalo ni všeč, ne? Ker v Sneguljčici zrcalce na steni povejne. In zrcalce lahko samo toliko časa laže, pa ne more več. Kaj pa bi rekel, da je tako, ko vidiš eno najbolj pogostih laži samemu sebi? Sej bo. Zmeram nekaj bo, je res. Dokler si živ, dokler ti bije srce po možgani, zmeram nekaj bo. Zakaj to laž? Zakaj to laž? Zato, ker delaš isto stvar naprej, pa pričakuješ druge rezultate. To lažiš. To pomeni, da se to lažiš, ne? Vsebuje to laženje, vsebuje besedo laž noter. A je res? Ko mi to lažemo druge ljudi, jim lažemo. Sej bo. Itak da bo, pizda, zmeram nekaj je. A ne? Malo me pogreje to nezdrava uporaba besed. Tudi jaz zdaj ne znam, ampak sem se pripravljen naučiti, lahko mi vsak reče, ampak to laženje vsebuje besedo laž. Vsega, ker ga moraš z lažjo potolažiti. Ker smo družba, sploh Slovenci, kjer si ne upamo v faco povedati, kar nam gre. Če ti jaz sem vam povedal, da se ti vedeš kot kreten, ko se vedeš kot kreten, boš ti ostal kreten še naprej in se ne boš nikoli spremenil, kar pomeni, da jaz toleriram kretenizem v svojemu lifeu, kar pomeni, da jaz ne moram imeti boljšega lifea, kot ga imajo ljudje, ki se vedejo kot kreteni. In zdaj te bom to lažil, ti se vedeš kot kreten, en te bo razbul in jaz bom rekel, bogi. Kaj si bogi, če izzivaš? Kaj si bogi, če kadiš, pa te zbi, pa dobiš raka na pljučih? Kaj si bogi, če ne ješ, kar je dobro za tvoje telo, če ne piješ, kar je dobro za telo, če težiš folko, ki ga imaš rad? Kaj si bogi, pol, ko se nekaj zgodi, kar ti ni všeč? Nisi bogi. Bog je samo on, ki hodi po cesti, pa ga en zbije. Če je vse on naredil pravilno. Hodil po levi strani ceste, ko ni pločnika, po dnevi, kjer se te vidi, da si bil oblečen tako, da se te vidi in te je avto zbil. V tem primeru si bogi. Ko pa dobiš neko bolezen v svoje telo, pa mogoče pri otrokih, ki nimajo toliko veze s tem. Odrasli ljudje si pa predelamo stvari. Nisi bogi. In lahko se lažeš, saj bo. Itak da bo. Zmeram lahko jemeš tabletke. Zmeram lahko računaš, da če se ga malo napiješ, bo mogoče zginil problem. Ali pa malo zadrogiraš, ali pa malo zagemblaš, malo pomasturbiraš, malo porniče gledaš, malo več hrane poješ, malo več delaš, pa nisi doma z družino. Zmeram se lahko to laž iš. Si bomo nehali lagati, pa bili iskreni, kot je rekel Gregor Kosi. Kaj pomeni iskra, kaj pomeni biti iskren, sposobnost zanetiti iskro. Iskrenost, vsebuje besedo sposobnost. Ko bomo več iskr prižgali, nam bo malo bolj v life. Kakšno je pa tvoje mnenje, da si bil top 10 nominiran za bodečo nešo? To si vprašal, moje mnenje. Obstajajo ljudje, ki ne verjamejo v iste stvari, ki verjamem jaz. In naj imajo svoj prav.
jaz z večino ljudmi, ki se pogovarjam, 99%, ki povem to izjavo, kar sem rekel tam, ko jim dam za prebrati, pa ne povem, da je moja, rečejo, saj tako je. In je nekaj ljudi, ki mislijo drugače. Eni mislijo, da smo nastali po evoluciji, eni verjamejo, da nas je ustvaril Bog. Eni verjamemo, da imata moški pa žensko neko vlogo v družbi in je narava tako naštimala za nalašč, eni verjamejo, da obstaja 365 spolov. V redu je, nič ni problem. Sam razlika v kvaliteti življenja je. Pak na koncu tu sploh ni pomembno, kaj si je. Pomembno, da si spoštljiv ali ne. Konteksta ne objavijo, kje je bilo tu rečeno, ali ne. In jaz lahko vzamem izraz od teh ljudi, ki so uporabili to izjavo, da so me dali v top 10. Če bi njih snemal cel cajt, ti garantiram, da je noter izjava, ki jo lahko damo tudi v top 10 seksističnih izjav. Ker lahko zmontiramo tudi stvar tako. Tlej sem jaz provociral, ker sem objavil stvar, kaj je osnovna naloga moških, osnovna naloga žensk. In ljudi pač, oni so se užgali in še nekaj podobnih ljudi. In oni so tudi doživeli kot nespoštovanje spola in da jih dajem v neke filme. Ampak jaz bi rekel, da jim manjka izkušenj realnega življenja. Manjka jim biti oči, manjka jim biti mami, manjka jim zgubiti otroka, manjka jim biti med ljudmi. Lahko je biti pameten iz kavča, tam smo vsi selektorji. Ko pa daš čez 20,000 najstnikov, 100 mentorirancev s takimi drugačnimi izzivi, tudi transspolne osebe, tudi homoseksualne osebe, tudi osebe, ki je mislila, da hoče biti fant, pa je pol videla, da ni sprejemala sama sebe, pa je zdaj operira kot punca. V 4 mesecih, ko sem jo prvič se pogovarjal z njo, nič nisem nagovarjal. Razen da sem spustil z vprašanjem, a res sprejemaš sebe, a imaš res sebe rad. Takrat sem nagovarjal kot moškega, ker pač je tako že želela. Čez 4 mesece pa sem bil spet povabljen na mentorsko uro z njo na eni šoli, pa me sprašvala, kako naj se sooči s tem, da jo je fant pustil. Da je videla, da ni sebe sprejemala, se je sprejela kot punco in je imela fanta. Govorimo najstnik, najstnica. 17 ali 16 let stara. Zdaj, če sem za tu seksist, lahko mi daš nalepko. Pri 8 letih sem oropal trgovino, ukradel sem čokolado. Če sem za tu ropar, super. Pri 14 sem bil s fantom, če sem za tu gej, super. Sem kadil travo, če sem za tu junkie, super. Sam sem tudi pomagal tuk pa tuk ljudem. Verjetno mogoče bi moglo obstajati top 10 izjav svetnikov. Bi se vrstil na ta seznam? Po mojem bi se vsak človek, ki je kdaj pomagal drugemu sočloveku. Ko se pogovarjamo o mnenjih, je samo ena realnost možna in tu je, da se bomo skregali. In se ne bomo imeli dobro. Ker vse vzameš iz konteksta in vse lahko grdo ali pa slabo. Jaz lahko na TikToku pokažem Slovenijo kot eno hujško Somalijo. Če grem recimo, ker sem iz Novega mesta v romsko naselje v Žabjaku, lahko pa snemava tle, ki sva zdaj, pa pogledava to ozadje za mano. Lahko pokažem kot najlepša država na svetu. Vsak kreira svojo realnost. Je pa res, da sobivamo in kaj je spet odgovor na sobivanje, bodi spoštljiv. Ko ljudje niso spoštljivi, iščejo nespoštovanje v družbi. Spoštljivi ljudje ne iščemo nespoštovanja, ampak nagovarjamo spoštovanje. Nespoštljivi ga pa iščejo in si izmišljujejo take in drugačne titule in če kdaj dobim bodečo nežo, jo bom z veseljem imel na polici. Zraven Biblije jo bom dal, pa zraven knjige o Elona Muska. Zdaj me pa prebijte na križ, če je tu taka težava.
Če je nekdo mislil, da lahko meni ali pa tebi določa, kako bo živel. Vse tebe zdaj lahko narediva seksista. Samo vprašam te, a si kdaj začutil, da če res pogledaš vase, da je tvoja naloga, da zaščitiš svojo mami? Ja. Pa svojo bodočo družino? Ja. Ok. Se pravi, da poskrbiš za varnost? Definitivno. A čutiš nekaj deep down v sebi moškega, da je tvoja naloga tudi, da prineseš domov neke resurse, od katerih boste lahko živeli? Ja. Ok, torej si seksist. Sem ponosen. Ja. Ampak si seksist, ker zdaj si se glih kar nekam zaprl. Ja, vse bolj so močni, je močen LGBTQ, pa feministični community. Ma ni, vse manj so močni. To je fora. Vse bolj glasni. Ja, ma lahko pogledaš, je bil ta profesor, ki je letos dobil bodečo mrežo odpuščen, si kje zasledil, da so ga odpustili. So they have zero power. Mečejo si pesek v oči in upajo, da bo nekaj drugače v družbi. Ne bo od tega drugače. Od titul za najbolj seksistično izjavo ne bo se v družbi nič spremenilo. Še več sovraštva bo. Zakaj? Ker nas ne zanima, kaj ti želiš, pa kaj jaz želim, pa kaj lahko naredijo, da bova tu skupaj dosegla. Ampak nas zanima, kako v tvojih izjavah najde, da si ti prasec. To nas zanima. Zato, ker imam jaz tak pogled na svet. In to je to. Misli, da je Ronaldo najboljši drug, pa Messi. In če boste vztrajali na svojem, kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo? Skregala se bosta. In pol se bosta sovražila. In ko se bosta sovražila, se bosta kaj se dogaja, kada je gor zelen pa vijoličen šal? Navijači Green Dragonsi pa Viole, kaj se dogaja? Če jih daš skupaj, kaj se bo zgodilo? Ja, sovraštvo, pretep. Ja, nasilje. Neizogibno. Pa se sploh ne poznajo med sabo, niti ne ve, komu meče granitno kocko v glavo, niti ne ve, koga je udaril. Zelen šal imaš, bum, ne vijoličen šal imaš, bum. Rekel si moški, osnovna naloga moških je, da priskrbijo zadeve in da poskrbijo za varnost, osnovna naloga ženske je, da so skrbne in ljubeče, bum. Ker se ne strinjaš s tem, da sem vzel nekomu pravico biti nekaj drugega. Ma kako ti lahko jaz vzamem to pravico? Se nisem Bog. Kako ti jaz lahko to vzamem? Ja, hodiš po šolah, ti nam mularijo in doktriniraš v kaj? Ti realno misliš, da obstaja na tem svetu moški, ki bi se zasvedel svoje moči, ki bi vedel nekaj o biologiji, ki se boji bilo kere ženske na tem svetu? Ne. Ne. In obratno, ženska, ki se zaveda svoje moči, svoje ljubezni, svoje skrbnosti, se ne rabi biti moškega. In to, da smo moški ne vem kaj in da ženske se presamo, zato ker je en kralj imel 100 žen, smo zdaj vsi kralji ali kaj. Ne vem, kakšne so statistike, da 60-70% populacije moških je samskih. Statistično gledano. Kaj pa zate deluje v ljubezenskem odnosu? Z Uršo? Ja. Spoštovanje. To, da se spoštujeva, da se pogovarjava, da odkrivava, da jaz njej povem, kako se jaz počutim, kakšne skrbi imam jaz, da ona razume moj način razmišljanja in ji povem vse misli, ki jih dobim. In ji ni prijetno slišati, ker niso vedno prijetne, ampak so samo misli, 80,000 na dan jih imam, 80,000 krat mi možgan prdne na dan. Who cares? In ona meni njene, ampak na koncu vrednot to deluje. Pa da si želiva, da sva ljubeča, podpirajoča, zabavna in pol
In pol pogledava, kaj raba za to narediti oziroma kako lahko to uresničimo. Recimo, nikoli nimava izjav, tudi otrok si priden, poreden, prav narobe. Ampak samo, je bilo to spoštljivo, je bilo to ljubeče. A ti je tebi fajn, ko nekaj takega doživiš? Ni, no, tako je zdaj nam. Zakaj pa ne uporabljate takih besed, kot je priden, poreden? Zato, ker noben ne zna definirati teh besed. Ker je 8 milijard 220 milijonov definicij na svetu za priden pa poreden. Kaj je poreden otrok? Ker ne posluša, pol je neposlušan otrok. Ker ne uboga, pol je neobogljiv. Ali bi ti želel biti ubogljiv pa poslušan? Da pride random človek mimo pa ti reče skoči iz mosta in ti skočiš iz mosta. Kako boš čez priden poreden vzgojil samostojnega, odgovornega otroka? Ne moreš. Zato pa imamo take težave v družbi. Ljudje uporabljamo besede, ki jih ne moreš realizirati v življenju. Oziroma, če jih, imaš velike težave. Tlele je bil oče na bootcampu, ki je rekel, ja, biti priden fant, glava pade dol. Prizadeven je boljša beseda. Saj pa predolga, smo preleni. Bi rekel, wow, si pa res prizadeven. Kar sem. Ko želim pospraviti hiško, tako da jo lahko naslednji uporabljajo za nami, zdaj takoj. Tako sva pospravila hiško. Sem bil priden? Ne, sem bil pa prizadeven. Sem si prizadeval za to, da je hiška tako pospravila. Veliko ljudi pa reče, ko si priden. Kaj pomeni priden? A jaz zdaj pomeni prizadeven, pa bo pomenil spoštljiv, pa bo pomenil ubogljiv, pa bo pomenil poslušan. In ko imaš ti 56 besed za eno besedo, je ne moreš definirati. In ko uporabljaš to napram otroku, otrok pade v cono priden ali pa poreden. In kako večina odraslih živi, izogibamo se biti poredni in hočemo biti pridni. In pa si ne upamo povedati, kar si želimo povedati. Ne upamo si narediti, kar si želimo narediti. Ker je tam strah, da bo nekaj prišlo in nas kaznovalo, ker bomo naredili nekaj, kar naredijo poredni ljudje. Jo, dolga sva. Zdaj lahko to delamo cel dan. Še malo. Še malo. Kako se otroci počutijo na budki? To tudi, ampak naprej, če mi poveš, kako ste si vidva z ženo razdelila vloge? Vloge. Ja. Žena je za štedilnikom, če pride v dnevno sobo, je predolga ketna. Kako so si razdelila vloge? Tako da so se pogovorila, kaj želiva, kaj nam je pomembno. Kakšne otroke želiva vzgojiti in kaj raba za to narediti, da otroci takšni bojo. In pol, ko sva naredila konsens, je prišlo do dogovora in kaj zdaj tu zahteva od naju dveh. Kaj bom naredil jaz, kaj bo naredila ona. In čemu se bo treba za to odpovedati. Čemu se moramo odpovedati jaz, čemu se mora odpovedati ona. In čemu se moramo odpovedati oba. Zato, da zgradiva oziroma vzgojiva prihodnost, ki si jo želiva. Ki bazira na vrednotah, ne na temu, da bo taj bil nevrokirurg. Meni je vseeno, kaj bo počel. Meni je pomembno, da je spoštljiv, da je pošten, da zna biti ljubež, da je empatičen, da ima čustveno inteligenco, da je delaven in da se zaveda, da je izjemen, edinstven in da je mali veliki genij. Tukaj verjamem, da je vsak človek. In za Maxa isto vrlo. Tako da, kako izgleda v praksi, ona je doma, ne hodi v službo, skrbi za hišo, skrbi za, pač je, rečemo temu, vodja gospodinjstva, vodja tudi večino časa z otroki, se pravi z obema. Tako sta tudi fanta doma, ne hodita v vrtec oziroma taj hodita enkrat na teden.
kako še bolj detaljno zgleda je, ja, jaz res ne rabim kuhati. Tu dobim vse obroke, ona mi jih pripravi, razen večerjo, ponavadi. Če jih pa ni doma, si pa sam naredim. Ona sesa, ona skrbi, da je kopalnica čista, kuhinja čista, da je hiša čista, in fanta pri tem pomagata. Jaz pa, če pride do kakšnih napak, sem prebelil, če je plesen, slučajno, ki je malo starejša hiša, se s tem soočam, skrbim, da hiša deluje, jaz plačujem račune, peljem steklo ven, kadar je polno, glih tako pomagam pospravljati in pripravljati zadeve. Ampak, ker sem dosti zaseden, svoj prosti čas investiram v fanta pa v njo. In ker je ona doma, ona poskrbi za one zadeve, da sem jaz ne rabim skrbeti še za tisto. Je njej luštno skus? Ne. Je meni luštno skus? Ne. Bi jaz tudi raje kdaj pospravil hišo, kada rabim celo dopoldne pisati maile pa klicati pa pač razširjati biznis, ja. Ampak, če hočeš, da hiša deluje, je vsak rab narediti svoj maksimum effort. Vse bistveno pa je, da je tako med nama in tako sva se medva izbrala in tako sva se medva pogovorila in začrtala smer in zdaj hodimo v tej smeri. In jaz nobenemu tega ne priporočam, ali pa da mu rečem, ne smeš tega delati. Ljudje naj se vprašajo, kaj je njim pomembno, kaj so vrednote njihove družine, ker tega ful manjka, ker jaz vprašam ljudi, kaj so vrednote vaše družine, je družina, ni vrednota. Ko imate vrednote postavljene, se pa vprašajte, kaj je zdaj treba za to narediti, da bojo te vrednote živele iz dneva v dan. And that's it. In me sva naredila, kar sva medva mislila, da je najboljš za najina otroka. In tudi ne upoštevava mnenja drugih ljudi. Zakaj? Ker ko morava peljati taje po Maksu zdravniku, jih peljava medva. Ker se hoče iti igrati, se igrava medva. In dokler ga jaz peljem zdravniku in ne neka babica, dedek, random oseba na cesti ali pa komentar na družbenih omrežjih, bo pač tako, ko bova medva rekla. In če komu to ni všeč, gre lahko stran, lahko povem mnenje, ampak od mnenj se ne živi, redki živijo od mnenj. And that's it. Ker jaz bom na koncu mogel vse podpisati svoj life in meni ga ne bo noben drug. In če bom zdaj poslušal babice, detke, pa ne vem koga vse, bom na koncu definitivno imel obžalovanja, zakaj nisem naredil, kar sem jaz hotel. Urša bo imela svoje in skupaj jih bova imela. Mi tega life enostavno ne podpišem. And that's it. Se pa še ful učim, delaš od tega, da sem mojster, da ne delam napak, da kdaj ne naredim nekaj, kar zato, da bom drugim všeč in tako naprej. Ampak basic, iz kje izhajam, je tu in dvigujem procent tega iz dneva v dan. Včasih ga dvignem več, včasih manj, ampak že če 1% dvignem, bi rekel, da zato je potrebno pol leta, leto ali pa še več včasih. Ampak bistveno je napredek, ne popolnost. Malo sam lase poprav. Dal še lepši. Sem se kar razburil, pa je so padel. Kaj še? Povej. Če se vrnejo nazaj na bootcamp, kako se počutijo najstniki tukaj? Jaz bi rekel, da pridejo sem z dvomi, negotovi, kako bo tu za njih, ali jim bo dobro ali ne. Te, ki so prvič, govorimo, ne? Zdaj smo imeli dva, ki sta bila že drugič. No, dva sta približno vedela, kaj pričakovati. Ampak pol na koncu vidijo, da smo mi glih tako ljudje, da se z njimi pripravljeni smo debatirati o čemerkoli, da jih spoštujemo, da jih slišimo, da jih cenimo take, ki so, da nas zanimajo oni in kaj si oni želijo in kako jih lahko mi podpremo. In na koncu se počutijo doma, nočejo iti, ali? Bi še kar sedeli pa se družili med sabo na kavču, ko pride ura odhoda. In mislim, da to največ pove, tako da najstniki tle se počutijo super. Imajo bazen, igramo fuzbal,
aktivni so fantje, učijo se veščine za življenje, da jim bo dobro v življenju. In vse ostalo so pomisleki, oziroma bom tako rekel, nepotrebni pomisleki odraslih. Naj se raje vprašajo, zakaj lažje kupijo PlayStation, kakor pošljejo otroka na bootcamp. Čemu so predani, ko mu kupijo PlayStation, pa čemu so predani, če bi mu plačali en tak teden. To je bolj pomembno vprašanje za kdorkoli bo že tu videl. Zakaj po tvojem mnenju? Ker več vzrokov je, ne. Ampak bistvena dva sta, želimo mir, pa da bomo dobro izpadli pred drugimi. Da moj otrok ne bo drugačen, da moj otrok ne bo prikrajšan. Da se bojo prijatelji prišli k njemu igrati. Da bo imel družbo. Da ne bo v šoli rekel, jaz pa nimam PlayStation ali pa računalnika za igrati igrice. Se pravi, nam je bolj pomembno, kako izpademo, kakor ali gre ta PlayStation v skladu z vrednotami družine. Jaz vem, da moja dva mala dva bosta imela računalnike ali pa PlayStation. Pa zakaj ne? Nič ni narobe s tem. Ampak bo tu kontrolirano in bosta mogla skozi zagovarjati, zakaj želita tu igrati. Pa vsi drugi pogoji morajo biti izpolnjeni. Ampak tu spet od enega leta naprej. Ne od 6. ali pa 3. Zakaj pa najstniki? Ker prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih. In zato, ker so najstniki najbolj targetirani za bullshit. Vsa industrija, vsa marketing industrija točno ve, da najstniki zdaj se jim najbolj razvija čustven del možganov in ko ti si pod čustvi, pod vplivom čustev, ne razmišljaš trezno in delaš bedarije, konzumiraš bedarije. Tu targetirajo velike firme z raznimi energijskimi pijačami, z raznimi sladkimi pijačami, z junk foodom. Industrija iger živi na najstnikih. Veliko influencerjev živi na najstnikih, streamerjev in jim prodajajo meglo. In oni konzumirajo meglo in potem se sprašujejo, zakaj je megla v glavi. Zakaj so apatični, nemotivirani, kaj je z njimi narobe, zakaj glih oni tako. Zakaj me mami ne razume. Kako uspeti v življenju. Kako se boljš učiti. V 2. letniku srednje šole sprašujejo, kako se boljš učiti. Po 10 letih šolanja se ne zna učiti. Kaj dela v šoli? Kaj delajo v šoli z njimi? Da se otroci po 10 letih ne znajo učiti. Osnovna šola, osnove. Osnova je, da se ti znaš učiti. In na to ne damo pozornost. Delam delavnice, so razdeljene črke zraven in jim predlagam, dajte narediti projekt. Naslednja 2 meseca bomo najdeli naš najboljši način učenja. Vsak teden bomo probali enega. Čez 2 meseca bomo naredili analizo, s katerim si se najhitreje največ naučil. In pol bomo naredili nov projekt, kako bo zdaj mojstril svoj način učenja. Ne pa, da na razrednikovih urah se pogovarjaš o vedenju, namesto o vzrokih vedenja. Kaj je vzrok nedelujočega vedenja? Je, da mulc se ne zna učiti in razpada, ker se zdi, da je kreten sam sebi. Da je nesposoben, da ni dosti dober, da ga vsi prehitevajo po levi, po desni. Pa pridejo influencerji s flashy lifeom in če nimaš milijonov, pri 16 si loser. Pri 13 letih seksajo ko zajci. Se snemajo, objavljajo to. Kaj nam je povedal fant na bootcampu? V njegovi osnovni šoli se punce v 9. razredu prodajajo na WC-ju 3 evre minuta. Zakaj najstniki? Zato, ker nekdo jim mora stati ob strani in pokazati boljšo pot, ki bo delovala za njih.
Savš ta punca se prodaja. Njo bo fant vprašal pri 25, ki bo bil zaljubljen v njo do 6 videl, bo za svojo ženo s kukimi si bila. In pa bo rekla, ja, ne vem, z 90, 100. Če bo tu tvoja punca, kaj bi prva stvar, ki bi jo pomislil? Jaz sem bila že 100. Saj to ni nič tazga. Kurva. Hočeš, nočeš. Seksist, ti lahko, ona pa ne sme. Ker je drugač, ne? Je drugač, ko nekaj dobiš not, ali pa ko se nekaj na tebe usede. Da rečem bolj, je drugač, ko ga daš not, ali pa ko ga dobiš not. Iz energijske ravni, ker večina ljudi se bo tle lahko žgala. Kaj je rekel, to je drugač. Pejte preučevati energijsko raven, kaj se zgodi med spolnim odnosom na energijski ravni. Vsak moški, ki je bil v ženski, je pustil sled na njej. Vsaka ženska, ki pa je bila na moškem, pa ne pusti sledi na njej. Energijske sledi. In pa smo pri biologiji, fiziki, fiziologiji. Ampak pustimo tu, ali je zdaj bi dobro z njo ali ne, ker je imela 100. Ampak zakaj je rabila biti 100? Daddy issues. Težave z očetom, najverjetneje. Težave doma. Jaz sem bil s punco, bolj ko si jo porite udaril, bolj je pasalo. Sem se temu prepustil in na koncu sem se počutil kot kreten, ona je imela čisto rdečo in je bilo the best. Prav satisfaction je bil, zadovoljstvo največje. Jaz sem imel pa tudi rdečo roko. In sem se počutil kot kreten, sem bil tako, pa kaj je zdelan. A v momentu, ko si noter, ona paše, še. Ti povem, kaj je v zadnje ločeni starši. S fotrom ni imela dobrega odnosa. Kar pomeni, da si ni mogla naučiti, kaj pomeni ljubeč moški in ljubeča mama. Kaj je ljubeč odnos. Tu so nevarnosti, tu je hudič. Zato obstaja rek, dokler daješ je v redu, ko pa začneš dobivati, je pa problem. Da, ne vem, kdo ga je rekel. Pa vem, da sem imel podcast Terence Lawrence, je povedal v Hollywoodu, kaj enkrat zgubiš main card, se ti zblede. Kaj je rekel? Mi smo giverji, ne takerji. Ko moški vzame, ni več moški. Ko enkrat zgubiš svojo moško karto, si jo zgubil. In pa rabiš iti na terapije. Večina igralcev pa ne gre. Pa se zadrogirajo do smrti. Alkoholizirajo do smrti. Ker ne mora s tem biti, da si je tu sam sebi naredil in išče to moškost v sebi, ki je ni več. In zdaj s terapijami se tu da predelati, eni bolj, drugi manj. Sem dal dosti seksističnih izjav za naslednje leto. Si. To je to. Boli me, ker so tu osnove, razumeš? Res ne razumem, kako ljudje, kaj nam manjka, da bi se sam zavedali, spoštuj se. Tu je tu, lej, če bi se mi spoštovali sebe, pa druge ljudi, medva ne bi imela seksističnih pogovorov. Ne bi rabil imeti. Ker bi si svet tako naredil, da bi se vsak dobro počutil noter. Zdaj se pa ne. Pa ne zato, ker je en trans, en gej, en bi, en moški, en ženska, en toaster, en mačka. Ampak se ne zato, ker od mehkega nismo naučeni, kako biti jaz in da je okej, da sem jaz.
Nismo podučeni, kako se razvijajo otroci, možgani otrok, kako se človek razvija. Do 25 leta se možgani razvijajo, eni pravijo do 28 leta, eni do 27, nima veze. 25 plus. Mi bi pa radi kaj? Da bo Pikec pri 4 letih se spraševal, ali je fantek ali je punčka. Ga tepel, spolno zlorablja. Da gleda alkohol, da gleda, ko se oče pa mami ne spoštuje, tako se kregata iz dneva v dan. Ne damo spoštovanja, pa se pa čudimo, da nas noben ne spoštuje. Poga pa zahtevamo, kako z nasiljem. In ko moški ne dobi spoštovanja, je nasilen. Ker ga bo na silo si vzel, ker si ga lahko. Moramo se vprašati, zakaj je tukaj, ko hočem reči temu, femicidov. A ženske res spoštujejo moške danes? A so naučene spoštovati partnerja, moškega? A smo mi naučeni spoštovati njih? A zdajle je popularno tu, da razbijemo še mlade fante, mlade punce na dva pola. Se mladi fantje morajo obnašati kot punčke, mlade punčke pa kot fantje, da lahko živijo v svetu, kjer smo vsi enaki, kjer nismo. Ti nisi enak meni. Zdaj se bova pa medva šla, da sva pa še z eno žensko enak. Z telesom, ki čist drugače operira. In ja, v naravi so odstopanja. In jaz verjamem, da so ljudje, ki se živijo moški v ženskem telesu, ženske v moškem telesu. Zakaj ne? Če hormoni niso dobro se postavili v kromosomski ravni, lahko pride do tega. Sem jaz izgubil sina zato, ker se niso postavili kromosomi pravilno in pač ni šel razvoj naprej, so možno odstopanja. Ampak ne rabimo pa zlorabljati tega. Kar pomeni, da uporabimo, kaj je nekdo proti njemu. Tle rabimo spremeniti. Koga briga, če si ti gej, vegan, veruješ v Allaha, Jezusa ali pa v ljubezen ali pa v denar. Problem je, ker se ne spoštujemo. In čisto simpel je. Ko si ti v okolju, ki te spoštuje, se počutiš varno. Ja, ne? Ja. Ko si v okolju, kjer te ne spoštujejo, se počutiš varno. Ne. There you go. Samo to. Ljudje mislijo, da če se dobijo v cerkvi in vsi verjamejo v Jezusa, da je tam varno. Ni, ne? Ker tam noter lahko sedi fantek ali pa punčka, ki ga oče kljub temu, da tam veruje v Jezusa in ima 7-10 božjih zapovedi, zlorablja. Jih ne. Živi. In pol fantek moli Bog, odpri mojemu očiju, da je mu več ljubezni. Un mol, ne vem kaj mol. Ampak ko pride domov, ga naseka spet. Sej bo. Misel za na konec. Če nisi pripravljen umreti za svojo idejo, je tudi živel ne boš. Jaz sem pripravljen umreti za spoštovanje. Vprašanje pa je, če si ti tudi.